Spoštovane dame in gospodje, dragi kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni v Arhivu Republike Slovenije na rednem mesečnem predavanju. Veseli nas, da ste se kljub vesoljnemu potopu in dežju odzvali našemu vabilu in prisostvujete predavanju, ki nas čaka, in sicer predavanje o pomenih liberalizma na Slovenskem in v Srednji Evropi med obema vojnama. Med nami z velikim veseljem pozdravljam našega mladega kolega, dr. Oskarja Mulja, ki je leta 2018 doktoriral na oddelku za zgodovino Srednjeevropske univerze v Budimpešti in je danes zaposlen na Inštitutu za novejšo in sodobno zgodovino Avstrijske akademije znanosti. Kolega se z tematiko našega današnjega predavanja ukvarja v svojih raziskavah, zato nas čaka prav gotovo zanimivo predavanje. Kot je to pri nas že običajno, po predavanju sledi čas za vaše vprašanje, vaše komentarje in mnenja. Naj pa vas ob tej priložnosti seveda opozorim tudi na to, da naši kolegi iz projekta Sistori kot vedno naše predavanje snimajo in bo kasneje objavljeno tudi na njihovih spletnih strani. To opozarjam seveda zato, ker če se boste priglasili k besedi, boste del tega posnetka tudi vi. Kolega Oskar, hvala za to zelo prijatno predstavitev. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni kolegi. V svojem predavanju se bom trudil razgrniti nekaj pomenov liberalizma, ki so bili prisotni v slovenskem političnem prostoru med obema vojnama. S tem mislim pomene, ne tiste pomene, ki jih uporabljamo mi zgodovinarji, ko govorimo, ko jih, recimo, liberalno oznako apliciramo na določene politične stranke ali pa akterje, ampak na pomene, ki so se pojavljale pri rabi akterjev samih. Hkrati pa bom segel tudi širše in pokazal na pomembne paralele, kot tudi razlike v sorodnih političnih kontekstih Avstrije in čeških držav. S pomočjo konkretnih primerov bom poskušal pokazati na večplastnost teh pomenov in na nekaj zanimivih vzorcev rabe besed liberalen, liberalec, liberalizem, kako so se zrcalili v sodobni politični govorici in pa tudi njihovih razumevanj, ki so se manifestirala znotraj raznih debat. Začnimo s citatom. Ob združitvi slovenskih liberalnih oziroma naprednih, kot so si rekle same, strank v enotno jugoslovansko demokratsko stranko po leti 1918 je častni slovenski narod liberalizmu preteklosti zoprstavil demokracijo prihodnosti. Ustanovitveni kongres je bil v poročilu ponazorjen kot spopad med omenjenima svetovnima nazoroma, v katerem se je, citiram, strojna puška socializacije gospodarstva neusmiljeno zaganjala proti obrambnemu topu kapitalizma, četudi v narodnostni opremi. Konec citata. Končni rezultat je bil kompromis za večino sprejemljiva oblika, pri kateri je bilo rešeno mnogo, citiram, iz izkustev preteklosti marsikaj, če se narod ne želi zavreči, medtem ko je ostalim, citiram, plaval nad nami očevidno demokratični dihljaj nove velike dobe. Prihodnost je torej jasno pripadala demokraciji kot novemu srednjemu političnemu principu in geslu dobe, ne pa liberalizmu. Zdaj, kaj nam govori ta citat? Oznanja dobo, novo dobo, ki je doba demokracije. Čeprav liberalizem ni bil v celoti odvržen na smetišče zgodovine, že sama fraza liberalizem preteklosti nakazuje, da so liberalizem šteli za nekaj preseženega, pa če tudi hkrati spoštovanega, čestitljivega. Ni nepomembno. Pri tem ni nepomembno, da so tako na liberalizem gledali liberalci sami, predstavniki tiste usmeritve torej, ki se je v političnem jeziku, kako se je bil oblikoval do preloma stoletja, reklo liberalno, ki se jih kot takšne običajno označuje tudi v zgodovinopisju in ki so v slovenski politiki tvorili tako imenovani liberalni oziroma napredni tabor. Pri tem velja tudi poudariti, da predstavniki tega tabora samo oznak kot liberalec, liberalen, že poprej niso marali kaj preveč in so se raje posluževali drugih oznak. Praviloma so si rekli svobodomiselni, napredni, narodno napredni. Že Danilo Malron je v svojem govoru na občnem zboru slovenskega društva, na čigar podlagi se je kasneje razvila narodno napredna stranka, to je bilo leta 1891, ta občni zbor slovenskega društva namreč, priznavajoč avstrijskemu liberalizmu pretekle zasluge poudarjal, za ta citat bi se rad posebej zahvalil dr. Juriju Perovšku, ki me je najbolj opozoril, da so nemški liberalci, citiram,
obrnili hrbet liberalnim načelom in si zato s temi lažji liberalci nobeden pravi liberalec ne bude prideval istega imena. Namesto oznak tujega izvora je tako Majaron pozval k rabi takšnih, ki se, citiram, prilegajo stvari in našim domačim razmeram in predlagal ime Narodna napredna stranka, ki kot vemo je kasneje tudi postalo uradno ime pač te stranke dobrih 14 let kasneje. Liberalno samooznako so naprednjaki sicer še naprej uporabljali, a vedno manj. V splošnem se po prvi svetovni vojni stopnja distanciranja od nje povečuje. Do druge svetovne vojne pa postane ta odklonilen odnos izrazit in vse splošen. Medtem ko napredna samooznaka vztraja, ob njej se v 30 letih vedno bolj uveljavi tudi samooznaka nacionalist, pa liberalizem do tedaj, do 30 let, zadobi skoraj da izključno negativen prizvok. Zdaj, zakaj je temu tako? Deloma seveda to lahko razložimo z duhom časa. Z vzorci političnega razvoja na Slovenskem, v Jugoslaviji, v širši regiji in v Evropi nasploh. Povezano pa je tudi s tem, da se vsaka nova generacija naprednjakov na neki točki eksplicitno odreče liberalizmu, ki ga hkrati pripisuje starejši generaciji. Tako denimo narodni radikali, kasnejši napredni mladini, kot notranja opozicija vodstvu Narodno napredne stranke, že leta 1905 razglasijo, da ne želijo, citiram, biti liberalni, temveč socialno individualistični. Po prvi svetovni vojni ta skupina, zbrana okoli Gregorja Žerjava in Alberta Kramerja, do leta 1922 dokončno prevzame krmilo v svoji stranki in s tem tudi vodilno mesto v naprednem taboru. Ob smrti starega naprednega prvaka Ivana Tavčarja, njihov časnik Jutro, ob priznanju vseh zaslug očetu slovenskega liberalizma, kot ga poimenuje, zapiše tudi, da je pod njegovim vodstvom napredna politika pred prvo svetovno vojno zašla v dobo dekadence in, citiram, pretesno spojena z načeli osmosrčnega nemškega liberalizma postala sterilna. Konec citata. Šele s pristopom narodno-radikalne mladine je doživela regeneracijo. Krepak rezervoar novih sil, ki so gnale stranke na levo, kot so. Zdaj, v skladu s splošno politično klimo in trendi se skozi medvojno obdobje, zlasti pa z nastopom gospodarske krize leta 1930, distanciranje od liberalizma stopnjuje. Na podoben način, a še koreniteje in bolj neposredno, se liberalizmu tako odpove mlajša generacija naprednega tabora v 30 letih. Različne skupine ga zapuščajo v različne smeri, a vsem je skupno, da ga izrecno odklanjajo. Tako, na primer, omladina Jugoslovenske nacionalne stranke, to je podmladek stranke, v kateri so v 30 letih združeni vsi glavni prvaki naprednega tabora, v svojih leta 1940 izdanih političnih, gospodarskih in socialnih načelih, kot izhodišče poglavja o novem socialnem redu zapiše, da je pač liberalni individualizem že dolgo nazaj zašel v anarhijo, oziroma je imel za svojo posledico anarhijo, družbo samo razkrajal in rahljal vezi med pojedinci, njihovimi skupinami, ter sledil državo kot najvišjo organizirano socialno skupnost. Tukaj smo lahko priča, za razliko od tiste odklonitve strani narodnih radikalov, smo tukaj lahko priča zelo kategorični odklonitvi liberalizma. Zanimivost, pa, ki jo pri tem lahko opazimo, je, da se liberalizem v vseh navedenih primerih, še posebej pa ob koncu svetovne vojne, kot domnevnem začetku nove dobe, obravnava kot nekaj, kar je od starega sveta, nekaj, kar spada v preteklost, nekaj, kar je tako rekoč anahronizem. Po drugi strani lahko opazimo tudi vezavo liberalizma na nemštvo, oziroma nemško-liberalno politiko pred prvo svetovno vojno. Ta asociacija je deloma vztrajala tudi čas po prvi svetovni vojni in je bila značilna tako za slovenski, kot tudi za češki politični jezik. Kot primer, na primer, iz Slovenije, ko je poprej nemška kazina prešla v slovenske roke in postala, lahko bi rekli, glavni štab slovenskih naprednjakov, je Jutro zapisalo, da je, citiram, nekdanja Trutzburg kranjskih Nemcev, srce ljubljanskega liberalnega Nemštva, prešla v narodne roke naprednega jugoslovanskega meščanstva. Ta asociacija, ta slabšalna asociacija z Nemštvom pa je še posebej zanimiva, ker je po drugi strani ravno v nemško-avstrijskem prostoru prišlo do najbolj radikalne in enoznačne odklonitve liberalizma in to na jasno nacionalni osnovi.
pri čemer je pomembno vlogo igral antisemitizem, o tem bomo povedali več kasneje. Na kongresu veliko nemške ljudske stranke, Großdeutsche Volkspartei, ki je bila neposredna naslednica predvojnega zavezništva nemških nacionalnih liberalcev v Dunajskem parlamentu, ki pa je vsebovala tudi zastopnike radikalno-nacionalističnih in antisemitskih usmeritev. Skratka, na njenem kongresu leta 1921 je bilo poudarjeno, da ta stranka, predstavljajoč, citiram, nacionalno mlado Avstrijo s ciljem Velike Nemčije, odločno zavrača staro svobodomiselstvo v njegovem liberalističnem pomenu. Skratka, še bolj jasna odklonitev liberalizma, tokrat na nacionalni nemški osnovi. Ampak ustavimo se za trenutek pri metodološko-terminološkem vprašanju. Na koga pravzaprav merimo, ko rečemo, da so se liberalci odrekali liberalni oznaki? Na koga se ta oznaka najpogosteje nanaša v strankarski politiki in za kakšen tip liberalizma tu pravzaprav gre? To vprašanje je pomembno, ker kljub temu, da se moje današnje predavanje posveča raznovrstnim pomenom liberalizma in se pri tem ne misli omejevati zgolj na politične stranke, je vseeno pri teh strankah, o katerih bodo zdaj govora, ne glede na njihovo morebitno odklanjanje liberalne oznake, šlo za njihovega običajnega, če ne že najpogostejšega referenda v političnem jeziku svoje dobe. Do podobnega vzorca odklanjanja liberalizma, kot smo ga videli pri naprednjakih in tukaj pri veremencih, seveda v različnih merah in oblikah pride pri strankah sorodnega tipa, značilnega za medvojno Srednjo Evropo, na katere se je zgodovinsko vezala liberalna oznaka. Sam za stranke tega tipa, vidimo jugoslovensko in samostojno-demokratsko stranko, kot stranki slovenskih naprednjakov na Slovenskem, za češko-slovaške narodne demokrate ali pa avstrijske velenemce uporabljam termin narodno-liberalni dediči. Tukaj diapozitiv prikazuje na zelo preproščen način kontinuitete oziroma združitve določenih predvojnih strank, sorodne usmeritve v skupnih strankah teh narodov po prvi svetovni vojni. Skratka, to so stranke iz stare Avstrije na eni strani, za slovenski, za avstrijsko-nemški in za češki primer, in na drugi strani njihove glavne dedinje po prvi svetovni vojni. Kot sem dejal, zanje uporabljam izraz narodno-liberalni dediči. Zakaj narodno-liberalni? Zato, ker govorimo o specifični ideologiji, značilni za srednjeevropske narode, zlasti tiste brez lastnih držav, kjer sta bila skozi 19. stoletje liberalizem in narodno gibanje intrinzično povezana. Gre za specifičen tip liberalizma, kjer narodna emancipacija in afirmacija nastopa tako pomembnejši od emancipacije in afirmacije posameznika. In zakaj dediči? Zato, ker je govor o strankah, ki so iz nacionalnega liberalizma izšle, a njihov ideološki profil v marsičem lahko od te ideologije odstopal. Liberalne so te stranke bile torej prvenstveno in v nekaterih primerih tudi izključno v genealoškem, ne pa nujno v ideološkem pogledu. Kot že rečeno, so pogosto tudi odklanjali liberalno politično oznako ali pa vsaj preferirali druge. Ko politični zgodovinari torej govorimo o liberalizmu v strankarski politiki srednjeevropskih narodov, tako tudi Slovencev, merimo v prvi vrsti največkrat na narodno-liberalne dediče. To je stranke, ki so si uradno pravili demokratske, nacionalne, narodne-demokratske in podobne, in ki so si v idejnem pogledu na različne načine odmikale od liberalnih političnih tradicij 19. stoletja, v katerih so sicer korenine. Se včasih tudi trudili dokazati, da so se tresle dedne obremenjenosti s tem liberalizmom. V slovenskem in avstrijskem primeru, tukaj je nekaj poglavitnih značilnosti tega strankarskega tipa. V slovenskem in avstrijskem primeru so stranke tega tipa predstavljale tudi vodilno politično silo v enem izmed treh tedanjih političnih oziroma nazorskih taborov. Ta tabor, v slovenskem primeru sta se zanj uveljavila izraza liberalni in napredni, v avstrijskem pa predvsem nacionalni, je združeval večino tistega, kar ni pripadalo ostalima dvema, idejno jasneje definirana tabora, katoliškemu in pa marksističnemu. V obeh primerih je vseboval tudi kmetijsko in narodno-socialistično smer, pa razne radikalne nacionaliste, pri v slovenskem primeru celo Orjuno. Ti narodno-liberalni dediči so pa, kot rečeno, zasedli mesto osrednje sile v njem in hkrati v socialnem pogledu tudi nastopale kot predstavnice meščanskih slojev in sploh mest. Dalje, v idejnem pogledu
je za te stranke bila značilna visoka stopnja eklekticizma, notranje heterogenosti, tudi dezorientacije. V programskem pogledu pa je vsem za temeljno točko ideološke identifikacije služila poudarjena samodeklarirana narodna usmeritev z različnimi stopnjami in odtenki nacionalizma. Z tega vidika lahko rečemo tudi, da je šel v prvi vrsti za predstavnice nacionalizma. Da bolj kot liberalizma, če bi šli z vidika neke zgodovine idej ali pa podobnega. Ampak to je problem, s katerim se danes ne bomo ukvarjali. Te narodno-liberalne deli, če ta pojem sem pojasnil samo zato, da bolj pojasnim predmet tega predavanja, ki je bil dejansko najpogostejši nosilec te liberalne oznake v politični viziji. Sicer nas pa zanimajo seveda oznake in njihovi pomeni, ne pa ta tip strank na njihovi ideologiji. Ampak ja, zakaj je termin narodno-liberalni dediči uporaben? Uporaben je zato, ker nam omogoča, da obravnavamo ta tip političnih strank kot predstavnice liberalizma brez tveganja, da bi hkrati pripisovali nek liberalizem v strogem normativnem pomenu besede. Istočasno pa nam, če to želimo, taka konceptualizacija omogoča analizo in primerjavo tovrstnih političnih subjektov z vidika liberalizma. Denimo tako, da v njihovi sicer heterogeni ideološki zmesi iščemo in skušamo izolirati dejanske liberalne prvine ali, če želite, vsebine. Istočasno in posebej relevantno za današnjo temo pa se je seveda zanimivo vprašati, kaj je liberalizem pomenil narodno-liberalnim dedičem, tem liberalcem, ki so to bili pogosto predvsem za politične nasprotnike, sami pa se z liberalizmom niso vedno radi identificirali. Seveda tudi koliko, kakšnih priložnostih in na kakšen način so se tako označevali, če so sploh vse, in kakšne so v tem oziru razlike med političnimi prostorji v zakaj. Kar nas tudi privede nazaj k glavni temi in k osrednjemu vprašanju. Kaj je pomenilo biti liberalni na Slovenskem med obema vojnama in v širšem kontekstu držav naslednje stare Avstrije? V kakšnih povezavah in pomenskih relacijah se je ta oznaka pojavljala, s čigave strani, v kakšni funkciji in za koga? Zanimajo nas torej pomeni besed liberalizem, liberalec, kakor so se pojavljali v sodobnih političnih govoricah kot strankarske oznake, a tudi kot predmeti intelektualnih debat o liberalizmu. Čeprav torej tema predavanja niso same stranke narodno-liberalnih dedičev oziroma njihove značilnosti, bodo pa, kot sem dejal, v njem pristopali kot osrednji subjekt, kot običajni naslovnik liberalne oznake, kot njen občasni uporabnik in slednjič tudi kot predmet kritike strani tistih, ki so se sami dejansko šteli med liberalce. S tem se potem povezuje tudi vprašanje nadomestnih in konkurenčnih samooznak, kot denimo napreden, svobodomiselen, v Avstriji Freiheitlich oziroma njihovih pomenskih relacij z liberalno. To torej vključuje več podvprašanj, ki tvorijo tudi strukturo tega predavanja. Kako so liberalno oznako uporabljali politični nasprotniki? O čem so govorili, ko so napadli liberalizem? Prvo glavno vprašanje. Drugo vprašanje, ki sem ga že omenil, kako so uporabljali in razumeli njeni običajni referenti v strankarski politiki? In slednjič, kdo in na kakšen način se je z njo neposredno in nedvomno istovetil, oziroma kako so liberalizem razumeli tisti, ki so se dejansko imeli za liberalce? S tem zadnjim vprašanjem, kot sem že nakazal, bomo posegli tudi onkraj sfere strankarske politike in vključili nekatere intelektualce, predvsem kritike teh strank. Najprej nasprotniki, politični nasprotniki. V splošnem je treba pripomniti najprej, da je nasploh kot strankarsko politična oznaka liberalizem v medvojnih državah naslednicah stare Avstrije ni rangiral visoko. Za manj bi iskali stranko, ki bi se uradno imenovala liberalna. Na Češkem, to je treba posebej omeniti, je pomemben vpliv na splošno nepriljubljenost liberalne oznake, nedvomno imela tudi kritika liberalizma strani predsednika Masarika, ki je imel seveda ogromno vpliv na intelektualno in siceršno na javno sfero na Čehoslovaškem. Nepriljubljenost oziroma nizka marketinška vrednost, če se smem tako izraziti, pa nista pomenila tudi njene odsotnosti v javnem diskurzu. Na tega pa je v veliki meri mestoma celo odločilni vplivala raba pri političnih nasprotnikih. Ena najpogostejših oblik rabe pridevnika liberalen in samostalnika liberalec je bila tako pejorativna, kot merjavka za politične nasprotnike. In v tej zvezi je zelo zanimiv sledeč primer. To bom tudi seveda po slovensko povedal ta citat. Ko so spomladi leta 1933 po prevzemu oblasti v Nemčiji strani nacistov deželna organizacija avstrijske velikonemške ljudske stranke ena za drugo prestopale k nacistični stranki je Reichspost, osrednje glasilo avstrijskega političnega katolicizma,
dogodke pospremil s sledečim komentarjem. Tako bo veliko nemška ljudska stranka kmalu izginila iz javnega življenja Avstrije. Njen konec ni ravno hvalevreden. Ali bodo nacionalsocialisti naraščaja, ki stoji pred njimi, ali pa jim je že bil dodeljen zelo veseli, bomo še videli. Značaj stranke kot Sammelpartei der Freiheitlichen, zbirna stranka svobodnjakov, liberalcev, nemško nacionalcev, radikalcev in veliko Nemcev, pa se bo pokazal še jasneje, kot se je prej, in katoliškemu prebivalstvu olajšal sodbo o avstrijskem nacionalsocializmu. Komentar jasno ponazarja, kako negativne konotacije je nosil samostalnik liberalec v terminologiji političnega katolicizma. Hkrati pa kaže tudi, kako široko je bilo lahko polje njegove rabe. Skratka, nacistična stranka kot zbirna stranka za liberalce, kar je hkrati podlaga, da si katoliško prebivalstvo Avstrije laže ustvari sodbo o nacistični stranki. Skratka, zelo široko polje rabe in zelo pejorativno. V tem pogledu seveda lahko zremo določeno paralelo med avstrijskim in slovenskim političnim jezikom. V obeh političnih prostorih je namreč prisoten pomemben, zelo pomemben, če ne ključen dejavnik političnega katolicizma, ki močno vpliva na značilnosti političnega jezika in v njem prisotnih oznak. V obeh primerih imamo močno, v slovenskem primeru povsem dominantno katoliško stranko oziroma tabor, ki svoje sekularistične politične nasprotnike zmerja z včasih tudi brezbožnimi liberalci. Polje te oznake je pri tem lahko bilo, kot sem dejal, ko smo pokazali, zelo široko. Malce drugačen primer tega lahko gledamo v primeru mladostnega spomina Ivana Huclja, sicer voditelja kmetijske smeri v slovenski vojni politiki, ki se je leta 1921 takole spominjal, kako se je kot mlad dijak uvedel svoje politične pripadnosti. Ko se je poleti vrnil v domače Velike Lašče, je bil namreč priča, citiram, nenavadni in naravno senzacionalistični pritigi, ki jo je bral mladi novodošli kaplan. Citiram. Nič o evangeliju ali o grehih in takih stvareh, kako smo jih bili vajeni tlej. Zapomnil sem se bil le dve besedi, liberalci in klerikalci. Eni so bili za vero, za nebesa in za svetnike, drugi pa so vero za pekel in za duhovnike. Naravno, da smo se razgovarjali, kako starejši zase, tako tudi mi v našem krogu. In strah nas je bilo liberalce, posmilili so se nam hkrati. Toda razumeli nismo še ničesar, samo pomilovali smo jih in se tresli za njih duše. Končno pa smo izvedeli, kdo so to. Liberalci so dr. Tavčar, Ivan Hribar in tako dalje. Klerikalci pa dr. Šuštaršič in tako dalje. Tedaj smo se tako odločili, da smo mi pravzaprav liberalci, odnosno, da je kaplan govoril nekaj, kar ni res in nam je bil poslej skrajno nesimpatičen. Kako je mogel govoriti o našem Tavčarju kaj takega? Večna zamera. No, citat, pač poleg splošno znane vezanosti, liberalne oznake na ta liberalno-klerikalni oziroma katoliško-naprednjaški idejni spopad oziroma duet, ki je pač determiniral problemo v veliki meri slovensko politiko, razodeva tudi vpliv njene rabe strani političnega katolicizma na celotni politični jezik. V Puclovem primeru lahko to rečemo, da gre za sprejetje oznake strani njenega referenta in s tem tudi pretvorimo iz slabšalne v neutralno, deskriptivno oznako. Ta neutralna oznaka pa je hkrati tudi vsebinsko dokaj prazna, v smislu, da opredeljevati se kot liberalec samo po sebi ni predpostavljala ene fiksne ideje vsebine, na primer v smislu pripadnosti določenemu političnemu filozofskemu nauku, ampak bolj temu, kaj nisi. Ne? V slovenskem političnem prostoru, torej, za katerega je že leta 1919 Anton Menik ugotavljal, še 1919, ne že 1919, se upravičujem, ugotavljal, da je pri opredelitvah ključno vlogo igrala dilema ali z župnikom ali proti njemu, so torej vsebino liberalizma, to je idejni profil liberalnega tabora, v občutni meri določale mnogo jasneje definirane pozicije močnejšega nasprotnega tabora. Pač več faktorjev. Ne? Slovenska ljudska stranka oziroma katoliški tabor je bil nedvomno najmočnejši v naši politični krajini. Hkrati njegov idejni profil je bil tudi močnejši, v smislu, da je bil jasneje definiran, imel več neke jasne in trdne idejne vsebine, medtem ko se je ta napredni oziroma liberalni tabor, njegov liberalizem v veliki meri določal bolj po tistem, kar ni bil, kot kar je bil. Ni bilo veliko govora o kakšni liberalni ideologiji. No, ampak nazaj k sami temi. Tukaj imamo še en primer iz češkega prostora, in sicer v tem primeru strani marksistov. Ker za razliko od slovenskega političnega prostora so tam
marksisti, to je socialni demokrati in pa komunisti, in ne politični katolicizem, ki je bil na Češkem za razliko od Avstrije in Slovenije razmeroma šibek dejavnik, igrali vlogo glavnega političnega nasprotnika narodno-liberalnih dedičev, v tem primeru narodnih demokratov. Tudi v Sloveniji seveda se je liberalizem deloma določal ne samo na nekatoliški osi, ampak tudi na nemarksistični, ampak ker kot vemo, pri nas pač ta marksistični tabor ni ravno močen, to ni tako pomembno. Medtem ko na Češkem pa je bilo. Na tej karikaturi, torej socialno-demokratskega časnika Pravo Lido, lahko vidimo, kako so politični nasprotniki za predstavnike liberalizma označili tako narodne demokrate na levi, kot vsako bolj kot tisto buržoazno, v narekovajih liberalno smer, kot tudi narodno stranko dela na desni, ki se je leta 1925 odcepila od teh narodnih demokratov. Oboje označajo za liberalce, kot razcep liberalizma, pa čeprav nobena izmed teh dveh strank ni bila pretirano naklonjena zopet identifikaciji z liberalizmom. Ampak vprašajmo se. Naprej, kateri so bili zdaj tisti pomeni, kateri so bili pa tisti pomeni ali veliki liberalizma, od katerih so se pa ti liberalni deliči, kot naprimer narodni demokrati ali slovenski naprednjaki, sami želeli, od katerih so se oni sami želeli distancirati in so se zato ogibali besede liberalizem, liberalec, ali pa so jih odklanjali, ko so jim jo nadenjali njihovi politični nasprotniki. Kakšen je torej bil odnos najpogostejšega referenta do te oznake, bodi si pri odklanju, bodi si pri domen uporabnika? Zdaj, specifika Avstrije najprej. Specifika Avstrije v tem oziru, smo še vedno pri odklanjanju, je, da jo tam kot zmerljivko pogosto uporabljajo sami narodni liberalni dediči sami. Medtem, ko so za češke in slovenske, lahko rečemo, da je njihov odnos do liberalizma in do identificiranja z njim ambivalenten, čeprav se od njega distancirajo, se mu ne odrekajo v celoti, je pri velikonemški ljudski stranki ta odklonitev skorajda absolutna in meji na demonizacijo. To bom pojasnil danes, ne? Pri tem izredno pomembno vlogo igra element antisemitizma. V izrazito antisemitsko obarvani ideologiji vele Nemcev. V antisemitizmu lahko pri njih govorimo kot o rasno, rasistično osnovani ideološki platformi, ki se izraža v tem, da je stranka imela v programu celo sekcijo, posvečeno tako imenovanemu judovskemu vprašanju, med člane pa je pripuščala samo arice, v narekovajih, je liberalizem namreč označen kot nekaj judovskega in s tem globoko protinarодnega. Od tudi izhaja rasno-ideološki epitet, judovsko-liberalen, juden-liberal, judiš-liberal, zelo značilen za nemško nacionalne kroge v vojni Avstriji, ki so ga radi uporabljali tako za žigosanje političnih nasprotnikov, kot tudi v medsebojnih dnevno-političnih izmeranjih. Denimo, velikonemci in nacionalsocialisti se medsebojno zmenjajo s tem izrazom. Posebej zanimivo v tem oziru pa je, da je na drugi strani ravno avstrijski prostor tisti, kjer najdemo sicer zelo marginalne stranke, ki se še naprej zavestno in brez rezervacij identificira z liberalizmom, njegovo idejno dediščino in tudi samo politično oznako. Te stranke, ki jih vidimo tukaj, so sicer skoraj izključno omejene na Dunaju, kjer v začetku 20-ih še dosegajo solidne rezultate, a potem njihova moč do srede desetletja drastično pojenja. Tudi zanje je značilna močna nemška nacionalna usmeritev, ki pa ni osnovana na protiliberalnih in rasističnih predpostavkah. Ker je občuten del članstva in podpornikov teh strank judovskega rodu, veliko nemška stranka, kategorično odklanja kakršnokoli sodelovanje z njimi, kljub sicer marsičem podobnim stališčem. Zato lahko rečemo, da antisemitizem v ključni meri določa pomene, ki jih liberalizmu pripisujejo vele Nemci in pa drugi pripadniki nemško-nacionalnega tabora. To so te tri stranke na tej strani. Determinira njihovo operativno rabo in ustvarja napore, da ne bi bili na kakršenkoli način povezani z njo. Hkrati pa kaže tudi na to, da je prisotnost ali odsotnost antisemitizma oziroma rasen standpunkt, kot so temu rekli vele Nemci, konstituira tudi jasno linijo distinkcije med glavnino narodno-liberalnih dedičev, ki so zavzeli izrazito antiliberalne pozicije, to so stranke, ki vidimo tukaj, z vele Nemci na čelu, in pa marginalnimi preostanki strankarskega liberalizma, ki so se s to usmeritvijo še dalje pozitivno identificirali, ki vidimo tukaj na levi. In še ena nadaljna s tem povezana zanimivost
je pa za avstrijski politični jezik zelo značilna politična samooznaka Freiheitlich, ki jo najbolj vsi poznamo. Ena stranka s tem imenom je pred kratkim bila kar veliko pomedih. Če poskušamo analizirati zdaj polje rabe te oznake Freiheitlich, lahko opazimo en zelo zanimiv pomenski odnos z oznako liberalni. Za opredelitev svoje politične usmeritve so jo namreč uporabljale tako najbolj radikalno nacionalistične in antisemitske struje v velikonemški ljudski stranki ter širšem nemško-nacionalnem taboru, kot tudi že omenjeni dunajski liberalci, katerim pa dejansko služi bolj ali manj kot sopomenka za liberalizem. Torej, za razliko od samooznake liberal, ki je implicirala odsotnost antisemitskega Rassenstand-punkta, se je oznaka Freiheitlich nanašala na tako rekoč vse tisto v avstrijski politiki, kar ni bilo bodisi katoliško, bodisi marksistično. Z drugimi besedami, medtem ko je v avstrijski politiki bilo mogoče biti Freiheitlich, brez da bi se hkrati opredeljevali za liberalca, kot je bilo tudi povsem možno in običajno biti hkrati Freiheitlich in antisemit, pa ni bilo mogoče biti liberalec, brez da ne bi hkrati bil tudi Freiheitlich. Skratka, Freiheitlich kot neka širša, vsebinsko manj določna oznaka, ki označuje mogoče neke večjemu kulturne vidike liberalizma v odnosu do političnega katolicizma, ne pa kaj več, in lahko vključuje tudi marsikaj, čemur v nobenim kakršnikoli konceptualizaciji liberalizmu moramo povezati z liberalizmom, in to se seveda odraža tudi v tej pomenski relaciji. Ja. In zdaj smo že pač pri teh sopomenkah in nadomestnih in sorodnih oznakah. Freiheitlich je primer takih znak. Omenili smo pa tudi že oznako napreden, naprednjak, ki jo najdemo tudi pri Čehih, poleg Slovencev, in podobno je tudi z oznako svobodomiselni. Obe ti oznaki sta kot samooznaki pred Prvo svetovno vojno prisotni tudi v nemškem prostoru, kot Fortschrittlich oziroma Freisinnig, a po njej iz strankarsko-političnega diskurza po večini izgineta. Pri obeh gre deloma za sopomenki liberalizmu, še pogosteje pa za nadomesten termin osvobojen določenih nepopularnih konotacij, ki so se vezale na liberalen in liberalec. Zdaj, antisemitski moment, ki je v Avstriji tako radikalno delil sovražnike liberalne samooznake od manjšine njenih privržencev, v češkem in slovenskem primeru, čeprav ni bil povsem odsoten, ni igral vloge pomembnega faktorja v politiki in tako tudi ni vplival na politični jezik. So pa zato tudi več v slovenskem in češkem primeru obstajale druge podobe liberalizma oziroma z njim povezane asociacije, zaradi katerih so se identifikaciji z njim v manj absolutnem smislu in v manjši meri v Avstriji, a vseeno, izogibali in v tam namen včasih tudi uporabljali nadomestne oznake. Kot smo dejali že na začetku, je bil liberalizem pogosto pojmovan kot nekaj staromodnega in povezan s starim predvojnim svetom. Pri Slovencih in Čehih je to lahko pomenilo tudi asociacijo z Nemškom, v Avstriji, na primer, pa tudi s Habsburžani oziroma predvojno monarhijo. Ampak tisti vidik liberalizma, od katerega so se narodno-liberalni deliči, v vseh teh primerih, najbolj umetno prizadevali obgraditi, na katerega se je zavračanje starega liberalizma oziroma asociacij z njim najpogosteje in najbolj neposredno vezalo, je bil ekonomski. To eksplicitno zavračanje se izraža skozi običajno rabo klišejskih fraz, kot denimo laissez-faire, manchesterski liberalizem, ki jih lahko brez težav najdemo v vseh treh kontekstih in je bila izključno slabšana. Aha, ja, to so še te. Nazaj k ekonomskemu liberalizmu. Skratka, izključno slabšalna oznaka. In primer tega je vrhunec spora med starejšo in mlajšo generacijo slovenskih naprednjakov leta 1922, ko so že prej omenjeni mladini skušali diskreditirati tako imenovane starine s pomočjo oznak, kakor denimo staroliberalci, reakcionarni ostanki starega slovenskega liberalizma, reprezentanti reakcionarne slovenske buržoazije, ki teči še vsa v liberalnih okovih iza leta 1880, ter, citiram, izraziti reprezentanti najreakcionarnejšega in najbolj protisocialnega manchesterskega liberalizma. Skratka, vidimo pač, kakšen naboj je imela oznaka manchesterski liberalizem oziroma liberalni ekonomski vidik liberalizma.
In pri tem je treba poudariti, da ekonomski liberalizem je že davno prej prenehal predstavljati idejno platformo kjerikoli omembe vredni politični stranki, medtem ko je fraza manchesterski liberalizem v avstrijski politiki služba za zmerjavko vsaj že od borznega zloma leta 1873 in je tako označevala prej fantoma kot kaj drugega. Posebej zanimivo pri tej stvari pa je, da so se stranke narodno-liberalnih dedičev v rabi besede liberalizem ugibale in se močno trudile, da ne bi dajale vtisa v njenem povratku, celo tedaj, ko so poudarke svojih ekonomskih politik dejansko premaknile v smer svobodnega podjetništva. Tak obrat, na primer, je bil posebej značilno za češko-slovaške narodne demokrate po letu 1922 in še bolj v drugi polovici 20. let. Ampak so v opisu svoje nove gospodarske usmeritve, ki je šla nazaj k prostemu trgu, striktno uporabljali izraz individualizem, ne pa liberalizem. Še bolj jasen primer pa lahko vidimo v sledečem citatu izgovora predsednika veliko nemške ljudske stranke za Dunaj in vzhodno Avstrijo, Viktorja Milčinskega, leta 1932. Predvsem se moramo danes boriti za svobodo gospodarstva, za svobodo osebnosti, se boriti proti temu, da bi naša država bila dokončno pretvorjena v eno samo ogromno oskrbovališče ter naš celotni narod v toplo maso oskrbovanih, pitanih, nezainteresiranih ljudi. S tem pa samoumevno nočemo zagovarjati povratka k staremu, neomejenemu in neodgovornemu liberalizmu. Časi liberalizma so enkrat za vse namenili. Skratka, na eni strani svoboda gospodarstva, svoboda osebnosti, na drugi strani liberalizem ne. Tega je enkrat za vse konec. No, ampak pojdimo še naprej po tej liniji slabšalnih pa ambivalentnih pomenov liberalizma, glede na njegovega referenda. Nadaljni splošno uveljavljen pomen, ki smo ga že omenjali v zvezi z rabo pri nasprotnikih in njegova ozka povezanost z antiklerikalizmom. V najbolj izraziti obliki ta pomen najdemo na slovenskem. Nasprotovanje političnemu katolicizmu na svetovno-nazorski in kulturni podlagi je sicer prisotno v vseh treh primerih in izraža po besedah avstrijskega zgodovinarja Lothara Höberta eno temeljnih potez poimenovanega južnega tipa liberalizma, značilnega za katoliške dežele Srednje Evrope v 19. stoletju. Kar pa dela primer slovenskih naprednjakov v tem oziru poseben, je ustrajanje centralnosti tega boja proti klerikalizmu na rekovajih kot poglavitne ideološke gonilne sile v čas po prvi svetovni vojni in vse do konca medvojne dobe. Skratka, na slovenskem ta pomen, ta ključna asociacija ustraja vse do druge svetovne. Ampak pri tej asociaciji je hkrati situacija kompleksnejša kot pri tisti z ekonomskim liberalizmom. Saj ne gre za enoznačno slabšalen odnos. Narodno-liberalni dediči, torej protiklerikalci sami, se od liberalizma včasih ograjujejo kot od sinonima za preagresivno protiklerikalno držo. Na drugi strani se pogosto poudarja pozitivna svobodomiselnost oziroma naprednost v avstrijskem primeru Freiheitlichkeit, ki spoštuje vero, a nasprotuje njimi zlorabi v politične namene. Na ta način te sorodne oznake, s katerimi se sami identificirajo, v odnosu do protiklerikalizma pridobijo pozitivn prizvok, medtem ko je liberalizem zavrnen kot sinonim za doktrinaren, oskostrankarski, včasih tudi protiverski tip antiklerikalizma. Na Češkem na protireligioznost v svoji kritiki liberalizma meri predsednik Masaryk, kateremu je hkrati liberalizem sicer sinonim tudi tako za liberalni kapitalizem, kot tudi za predvojne tradicije narodnega liberalizma in narodne demokrate kot njihov dedič. Hkrati je Masaryk pomemben, ker velja za intelektualni vzor slovenskim naprednjakom, zlasti generaciji mladinov, kar se ravno tako zrcali tudi v njihovi ambivalentni rabi besede liberalizem. Posebej zanimiva stvar postane v slovenski naprednjaki, da v svojih notranjih sporih sredi 20 let v že opisani povezavi z antiklerikalizmom izmenično uporabljajo termina liberalizem in naprednjaštvo. Pričemer enkrat liberalizem nastopa kot strogo strankarsko opredeljen liberalizem, navadno klikarstvo, ki avtomatično pravi belo, če reče klerikalizem črno, citiram, za razliko od, citiram, pravega svobodomiselstva in pravega naprednjaštva, konec citata, ki kritično. Zopet drugič pa lahko zasledimo v istih časopisih, da je džentelmenski liberalizem zoprstavljen, citiram, skrajno intrasingentnemu naprednjaštvu. Skratka, tudi vidimo, da je vsebina vezana na obe znaki in se pokaže kot zelo poljubna. Ne?
Lahko pa hkrati ravno na podlagi te iste obsežne in dokaj burne debate, ki se je o pomenu liberalizma leta 1994 razumela med slovenskim narodom, časopisom Slovenski narod, takrat že v rokah Žerjav Kramerjeve skupine mladinov, in pa narodnim dnevnikom, ki so ga pričeli izdajati starini in kamor so pisali kot kmetici in narodni socialisti. Iz te debate lahko izluščimo, kateri vidiki liberalizma so slovenski naprednjaki vrednotili pozitivno, oziroma kako so razumeli tisti liberalizem, s katerim so se včasih še dalje istoveti. Ta dva citata daje en zelo izrazit poudarek. Kljub temu, da sta pisana z nasprotnih strani, šlo je za spor o tem, za omenjeni spor, ki si naprej omenil glede pretiranega strankarskega protiklerikalizma, ki ga je pač Narodni dnevnik očital pač mladinom. Mladini so se potem branili in pojasnili, kaj njihov liberalizem dejansko pomeni, in potem se je razvila debata o tem. Skratka, ta pomen, s katerim so se še dalje istovetili, je bil predvsem duhovni liberalizem. Njegova intelektualna razsežnost, pogosto imenovana z izrazom svobodomiselstvo, označujoč intelektualno-etični aspekt individualizma in vsebojoč močen poudarek na pomembnost izobrazbe in umike za vsestransko emancipacijo posameznika, poudarjajoč pomen notranje intelektualne svobode in avtonomije, kritičnosti intelektualne širine, pa tudi svobodnega prostora za idejni pluralizem. Nekakšno bazično liberalnost. Na kulturnem področju je to vključevalo tudi zahtevo po svobodni znanosti in laičnem šolstvu. V obravnavanem obdobju so se na takšno usmeritev pogosto vezali tudi določeni socialni poudarki v smislu prizadevanja za duhovni in kulturni dvig pač širših ljudskih množic. Tistim, ki so se z liberalizmom identificirali, je svobodomiselnost označevala duhovni vidik njihove liberalne usmeritve. Tistim, ki so pa se liberalni oznaki zaradi njenih možnih negativnih konotacij ugibali, pa je služila kot nadomestna samooznaka za ta isti vidik. Seveda, glede na to, da smo še vedno pri strankah, je treba tukaj reči, da je tukaj seveda, lahko temu rečem, tudi element propagande oziroma samoreklame. Jaz ne pravim, da so te stranke nujno vedno zastopale to, kar so pravili, da zastopajo. Velikrat je bil ravno to problem in to bomo tudi videli kasneje pri tej kritiki strani intelektualcev. In ja, ravno zato se zdaj obrnemo na kratko še od politikov intelektualcev. Vsi do zdaj navedeni uveljavljeni pomeni liberalizmu, do katerih so njihovi nosilci oziroma naslovniki sami kazali negativni oziroma ambivalenten odnos, torej ekonomski liberalizem, antiklerikalizem, pa tudi v javnem diskurzu še naprej prisotna asociacija z nacionalizmom, so označevali tudi točke kritik, ki jih obravnavanim strankam namenjajo njihovi številni notranji in zunanji kritiki. Pri tem je šlo zlasti za politično angažirane intelektualce, med njimi mnoge nekdanje privržence teh strank, kot tudi takšne, ki so svojo kritiko nanje usmerjali z izrecno liberalnih pozicij. Če so se narodno-liberalni dediči v strankarski politiki skušali, kar se da distancirati od glavnine ali vsaj občutnega dela predvojne liberalne dediščine, so jih nekateri, kot denimo Masaryk, kritizirali zaradi domnevnega oklepanja te dediščine, medtem ko so na drugi strani reformatorji liberalizma med intelektualci zavračali to isto dediščino skupaj s starejšimi pomeni liberalizma kot v resnici neliberalni. Tudi v jedru teh kritik strani intelektualcev je običajno ostala duhovna razsežnost liberalizma, v kateri so uvideli njegovo izvorno in trajno bistvo. Dober primer tega najdemo pri Lojzetu Detu, ki v sodobnosti leta 1934, poudarjajoč razliko med duhovnim na eni in pa ekonomskim in političnim liberalizmom na drugi, je zapisal, da je, citiram, individualistični duhovni liberalizem za človeško življenje nenadomestljiv, je socialen v najboljšem pomenu te besede. To je liberalizem vseh pravih umetnikov, publicistov in znanstvenikov, vseh močnih duhov v tem ali drugem območju človeškega udejstvovanja. Ta liberalizem je večen, ker izhaja iz večnih, vidnih lastnosti človeške narave. Omenili smo tudi že Masarykovo kritiko liberalizma, ki se je nanašala na v javnem prostoru uveljavljene pomene te oznake, zlasti pa na tradicije narodnega liberalizma oziroma njegove dediče v strankarski politiki. Te so opredeljevale Masarykovo podobo liberalizma, ki se je marsičem skladala s podobo liberalizma, ki se je marsičem tudi skladala s podobo liberalizma preteklosti, kako so o njem govorili slovenski naprednjaki. Ampak to je tako Masaryk. Na drugi strani pa najdemo ravno v češkem prostoru
tudi etablirano skupino mlajših intelektualcev povojne generacije, ki pa se javno opredeljujejo za liberalce, trdijo, da narodni liberalni dediči kot Kramaš sploh niso liberalci in da je v resnici pravi liberalec Masaryk, ki je, ko vemo, liberalizem zavračal in kritiziral. Pri njih, pri teh intelektualcih, je torej šlo za kritiko strankarskega liberalizma z pozicije liberalnih idej. To je bila skupina levo usmerjenih intelektualcev, zbranih okoli žurnala Žitonost, ki ga je urejal Ferdinand Perotka, bližnji družabnik in hkrati velik občudovalec predsednika Masaryka. Liberalizem Perotke, Karla Čapka in drugih članov tega kroga tako seveda ni bil stari liberalizem, v narekovajih, niti ekonomski, niti nacionalni, temveč so, ozirajoč se na sočasni razvoj liberalizma v Angliji, govorili o novem ali modernem liberalizmu, ki se je zavestno distanciral tako od klasično liberalnega nezaupanja v državno vmešavanje v gospodarsko življenje, kot tudi od domačih tradicij narodnega liberalizma. Perotka je liberalizem primerjal s, citiram, družino, v kateri so ded, oče in sin. In trdil, da so tisti, ki menijo, da je liberalizem zaradi vse splošnega pohoda socialističnih idej mrtev, v zmoti, saj so seznanjeni, citiram, zgolj z dedom ali v najboljšem primeru z očetom. Konec citata. Naloga liberalizma je bila zanj, citiram, iskreno posredovanje med starim in novim, česar narodni demokrati z vso svojo intelektualno močjo pripadajoči staremu svetu, tako Perotka, niso mogli biti kos. In ker je tako kot za mnoge druge intelektualce njegove generacije tudi v Sloveniji novo za Perotko okrog pomenilo več gospodarskega kolektivizma, bi po njihovem liberalizmu v politiki moral združiti moč zmernimi socialisti. Do tega je dejansko tudi prišlo. Na Češkem namreč. Po odcepu skupine levih disidentov iz Narodne demokracije leta 1925 in ustanovitve Narodne stranke dela se je tej pridružil tudi Perotka. Stranka pa se je potem po svojih volilnih neuspehih leta 1930 priključila Narodno-socialistični stranki. Zanimiva podrobnost v tem oziru je, da če tudi v splošnem veljala za stranko liberalne inteligence in so ji pripadali tako odločno deklarirani liberalci kot Perotka, tudi Narodna stranka dela ni uporabljala liberalne oznake za svojo usmeritev in se je javno opredeljevala kot socialistična. Torej še en dokaz, da liberalizem očitno ni bil karta, na katero bi veljalo staviti v strankarski politični tekmi, kar so upoštevali tudi sicer liberalni intelektualci, liberalni v smislu, da so sami sebi rekli liberalci. Če se nekratko ozrem še drugam, lahko rečemo, da zgolj za češki medvojni kontekst velja, da so v njem prisotne vidne in politično etablirane skupine intelektualcev, ki so bili vpeti v politično dogajanje, imeli določen širši družben vpliv in so sebe in ideje, katere so zastopali, hkrati zavestno in ustrajno opredeljevali kot liberalne. Zdaj, seveda, lahko takoj pomislimo na avstrijsko ekonomsko šolo, na Ludviga von Misesa in tako dalje. Seveda, v Avstriji je na neki striktno res filozofski in akademski ravni v istem času prihajali do neke preroditve klasično-liberalnih idej, ampak hkrati je tukaj šlo za stvar, ki je bila izrazito akademsko omejena, tedaj ni imela širšega vpliva ne na politiko, ne na politični jezik. Medtem ko ti intelektualci kot Perotka, pri njih je šlo pa za temu, če bi lahko rekli, javne intelektualce, ki so tudi posegali v politično življenje. Zato njih tukaj podarjamo. Kar se socialnega liberalizma tiče, tako lahko v slovenskem primeru, za razliko od Češke, govorimo zgolj o določenih odmejah ter nastavkih debat, ne pa kot o oblikovanju idejni usmeritvi. Na drugi strani je pa slovenski primer specifičen v toliko, da so se za razliko od čeških narodnih demokratov, ki so z Masarykom v stalnem sporu, slovenski napredni strankarski prvaki so vsaj nominalno Masarykovi privrženci. Njim je Masaryk alfa in omega, njim je Masaryk glavni vzor, referenčna točka. Tako tudi oblikujejo lastno retoriko. V praksi je seveda marsikaj drugače in zato se tudi njihovi kritiki med intelektualci pogosto poslužujejo Masarykovsko obarvane kritike. V tem oziru gremo omeniti tudi revijo Sodobnost, ki jo je leta 1933 ustanovila skupina levičarskih disidentov iz naprednega tabora in je nosila skoraj isto ime kot prej omenjena Perotkova revija. Skratka, Žitonost, Sodobnost gre za isto besedo. Gre pa hkrati tudi pripomniti, da je pisanje Sodobnosti s časoma začelo prehajati v izrazito marksistično obarvano smer in je nekako zapustila ta liberalni okvir.
In slednjič so se pa med intelektualci pojavljali tudi glasovi, ki so liberalizem prihodnosti, če mu tako rečemo, umeščali na politično sredino ali desnico. Tudi ti so se za vzorje pogosto ozirali v Anglijo in vsebovali jasne elemente tamkajšnjega novega liberalizma, reformiranega liberalizma, a za razliko od Perutke, na primer, niso zahtevali, da naj se reformirani liberalizem poveže s socialisti, ampak so namesto bližine socializmu raje poudarjali preseženost zgodovinskega nasprotja med liberalizmom in konzervativizmom. Zanimiv primer tega lahko najdemo v pisanju Aurela Kollmayra, ki je leta 1933 v žurnalu Der Österreichische Volkswirt, nekako tudi glavni medij ekonomsko-liberalno usmerjenih ekonomistov in drugih mislecev v medvojni Avstriji, pozival k koncentraciji konzervativnih in liberalnih sil proti nacizmu in izpostavlja usodno povezavo med tema usmeritvama v trenutku, ko je, citiram, krščanska substanca Zahoda bila napadana strani nacionalnega fašizma. Liberalne svoboščine in konzervativna umerjenost ter plemenitost v izvrševanju oblasti sta po njegovem predstavljali dve plati istega kovanca. Vprašanje dobe pa tako ni bilo, citiram, ali je mogoče liberalizem konzervativno ukrotiti in uokviriti, temveč prej, citiram, ali je njegovo najbolj trajno in dragoceno vsebino mogoče konzervirati s konzervativno pomočjo. Če naj so v Nemčiji ali kjerkoli drugod konzervativni tabor upre fašizmu, tako Kollnay, ne more tega storiti na noben drug način kot v imenu svobode. S temi mislimi zaključujem predavanje in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Najlepša hvala predavatelji za dobro premišljeno predavanje, res postavljamo nek širši kontekst, ki nam manjka. Dostikrat bi se mi tudi zanimivo predavanje, tudi čisto aktualnega vidika rabe, recimo izraza neoliberalec, neoliberalizem, tudi združuje razne odtenke, ima tudi določene namene, očitno čisto konkretne, tako da se da neke povezave najti. Vabim vas k vprašanjem. Na slovenskem in češkem je antisemitizem, oziroma antisemitski diskurs je bil tudi prisoten. Ni ga težko najti. Ni ga težko najti tudi pri samih teh liberalcih ali narodno-liberalnih dedičkih, če tako rečemo. Recimo Ivan Tavčar, on je bil še posebej znan, sicer takrat pač v njegovem primeru se je to povezovali proti bolševizmom, ko je pač o Trotskem govoril kot o semitskem odpadku, ampak seveda, ta element v jeziku je prisoten. Razlika pa je, da za Avstrijo, da pa ni bil spet tako, ni bil tako ključen, ni bil tazga dejansko tako osrednjega pomena. Ker v Avstriji so dejansko, v Avstriji so prvič vse večje stranke, nobena ni bila imuna na antisemitski diskurs. Tudi krščansko-socialna mnenja in celo socialno-demokratska, kljub temu, da je v njej veliko ljudi judovskega porekla. Ker je pač to je delovalo. To je delovalo na političnem trgu. Druga stvar, ki pa je, ki pa ni samo diskurs, je pa ideologija. Na Češkem in v Sloveniji težko govorimo. Na Češkem še tudi obstajajo take struje, v Sloveniji pač neke antisemitske ideološke platforme, tega ni. Konec koncev tudi razumljivo, ker konec koncev tudi judov ni. To je eden od razlogov, ki lahko to pojasni. Medtem ko v Avstriji je pa ta element izredno, in to ravno pri teh nacionalno-liberalnih dedičih, pri velikonemški ljudski stranki, je pa to tisto, na kar oni stalno poudarjajo in tudi gre za, kot sem omenil, ne gre za kakršenkoli antisemitizem, ne gre za zgolj nek ekonomsko obarvano ali pa religiozno ali pa kulturno, to vidimo lahko pri krščansko-socialni stranki, ampak gre za rasni antisemitizem. Oni govorijo o aricih, govorijo o judih in judovskih potomcih, ki
tematike in podobno. Ja, tukaj je zelo velika razlika in v Sloveniji to pač ne moramo reči, da se zaznamuje politični jezik katerekoli stranke odločilno nikakor. Kaj pa v Franciji, politični liberalizem obstaja? Kako je s tem v Franciji? Francija je tukaj zanimiva. Francija, kot vemo, je mogoče vse včasih pač šteje tudi za eno izmed recimo izvornih domovin liberalizma, poleg seveda Anglije, na eni strani tudi Nemčije, sigurno. Ampak v Franciji je neka, v Franciji pač seveda v prvi polovici 19. stoletja imamo liberalce, ki se tudi reče liberalci, pri tem gre za eno tako, tudi ekonomsko liberalno usmeritev seveda, za klasično liberalno. Potem pa ta sama oznaka tudi v Franciji kmalu izgine. Seveda še naprej ostaja v politični diskurs, tudi danes se uporablja, najpogosteje imamo s to konotacijo ekonomskega liberalizma, takrat, ko je ta že deloma slabšalna. Medtem ko si pa sama ta politična tradicija, ki jo ponovadi zgodovinarji in politična znanost označuje kot liberalno tradicijo, potem prevzame izraz radikalen v drugi polovici 19. stoletja in to se potem kar nadaljuje. Ta radikalna smer je tudi ena od teh, kako rečemo, reformiranih liberalnih smeri, tako kot preomenjen angliški novi liberalizem. Če bi vas povabila naslednje predavanje naše je še prihodnji teden v četrtek, zaradi velikega zanimanja predmet predavanja o Sokoli, 20. stoletju, ostane v 20. stoletju, lepo povabljeni vabila, da bo šla okrog, če kdo želi prejemati še vabila, nekateri tudi morda vam pošljemo, če želite. In se vsem zahvaljujem za obisk. Smijem.